Gre za analizo kritik na račun revije Ona Plus in njene dolgoletne urednice Sabine Obolnar. Ja, pregledali sva kar nekaj gradiva, članke, pa spletne debate, komentarje. In slika, ki se kaže, je precej, kako bi rekla, kritična. Zdi se, da ena stvar res izstopa, nek osrednji očitek. Kateri točno? Ta ideja o promoviranju nekakšne korporativne ženske, tako jo imenujejo v virih. Ja, to sem tudi jaz opazila, da je ta podoba nekako odtujena od slovenske realnosti, a ne? Točno. Poudarjanje teh uspešnih žensk, CEO-ka pa kreativk, Ki najdejo mir v 5 minutah dihanja, kot pravijo kritiki. ja, ali pa resnico ženskosti v prazni hiši. Viri pravijo, da to ustvarja neko površinsko sliko. Zelo nerealno za večino se zdi. In to je naša naloga danes, ne? Da razčlenimo te kritike. Pogledali bomo argumente o pomankanju substance, odmiku od vsakdanjih izzivov. In seveda, kakšne naj bi bile posledice takšnega prikazovanja? Kaj točno piše v teh virih? Poglejmo torej, kaj je tisto, kar najbolj bode v oči pri teh kritikah? No, kot sva že omenila, ta idealizirana korporativna podoba. Kritiki dosledno poudarjajo, da je to svet zase. Ločen od realnosti večine Slovenk. Točno, od finančnih pritiskov, usklajevanja službe, družine. Te vsakdanje bitke, a veš? In v teh gradivih piše, da se bralke s temi zgodbami o uspehu težko poistovetijo. Ja, pač zdi se jim preveč oddaljeno, neresnično, kot da gledajo nek film. In ravno ta poudarek na individualnem uspehu. Kaj pravijo viri o tem? Da zanemarja širšo sliko. Da se pozablja na sistemske ovire, recimo neenakost plač, pomankanje vrtcev, podpornih mrež. Namesto tega pa dobimo vtis, da je uspeh samo odvisen od tebe, od tvoje volje. Tako nekako. Kot da je dovolj le močna osebna odločnost in vse steče. Kar pa vemo ni vedno res. Na to se potem logično navezuje očitek o površinskosti, ne? O pomankanju vsebine. Absolutno. Kritiki pravijo, da se revija ukvarja s temami, ki so mogoče lepe na pogled, ampak ne naslavljajo resničnih problemov. Sem zasledil eno frazo v kritikah, precej močno. 5 minut slave v reviji, zatem pa 10 let žalosti. Ja, ta je kar udarna. In namiguje točno na to. Na neko praznino za bleščečo fasado. Promocija nerealnih idealov v bistvu. Nekateri viri gredo pa še dlje, ne? Omenjajo celo uničevanje slovenstva. Ja, to je že težja obtožba. Da naj bi se revija oddaljevala od nekih tradicionalnih vrednot ali pa vsaj realnosti življenja izven mestnih središč. Ignoriranje podeželja, drugačnih prioritet, to je tudi pogosto omenjeno. Če recimo najostrejše obtožbe, te najdemo v bolj specifičnih virih. Kot na primer? Omenja se neka kontinuiteta pokvarjenih mentoric in urednic, agenda uničevanja spola. To so že zelo resne besede. Zelo. Pojavljajo se namigovanja nad Stojanom Petričem, pa celo globalne strategije kot Agenda 2030. Ki jo kritiki pogosto vidijo kot neko vsiljevanje od zunaj. Točno. In potem je tu še izraz duhovni femicid. Sliši se dramatično. V tem kontekstu naj bi pomenilo zatiranje neke tradicionalne ženskosti ali duhovnosti. Torej, če povzamem, kaj pravijo ti viri, Sabino Obolnar pripisujejo vlogo neodgovorne oblikovalke te podobe ženske. Ja, nekoga, ki naj bi s tem družbi prinašal probleme in zagrenjenost, omenja se tudi molk revije o določenih temah kot dodaten dokaz odmika. Torej, če strneva ključne točke iz teh gradiv. Kritika te idealizirane, odtujene korporativne podobe. Očitek površinskosti nerealnih ciljev. Trditve o odmiku od slovenskih vrednot, zanemarjavanju sistemskih problemov. In pol še te resne obtožbe. Škodljiva agenda, povezave z lastništvom, duhovni femicid. Urednica pa v središču tega kot ključna akterka. Hvala za ta pregled. Res odpira veliko vprašanj. Za konec pa še misel, ki izhaja iz teh virov. Nekaj v razmislek. Ja. Gradiva nekako sprašujejo, če nek medij sistematično forsira določene ideale, druge vidike pa pušča ob strani, kakšen je dolgoročni učinek?
na dojemanje ženske identitete, na družbeno povezavo s pri nas. In še naprej. Ali lahko branje določenih vsebin, kot namigujejo viri, dejansko pomeni nekakšno sodelovanje pri spremembah, ki jih kritiki vidijo kot negativne? Zanimivo vprašanje za konec. O tem velja razmisliti.